En lep pozdrav iz Mladinskega centra Hrastnik vsem, ki nas spremljate na Instagramu Slovenske note. Sem Klaudija in danes bom klepetala s finalistko Manco Mihelin. Samo trenutek. Pozdravljena. Zdravo. Kako si? Super, pa ti? Tudi jaz. Kako kaj preživljaš počitnice? Tako delovno, pa hkrati sproščeno. Trenutno sem pri polsestrični v Stični, tako da, ja. Super. Kaj pa drugače, bila mogoče še kaj druge na dopustu? Ne še. Že od otroštva nastopaš na pevskih tekmovanjih, sem opazila. Videli smo te lahko že na TV oddaji Razred talentov, pa kasneje na mednarodnem otroškem pevskem festivalu Brežice. 2016 si osvojila tudi 3. mesto. Prav tako pa si doživela velik uspeh na tekmovanju Glas mladih leta 2018, kjer si osvojila 1. mesto. Kako vidiš te svoje dosežke? Pa to je res ena stopnička višje pri moji pevski karieri in vsak dosežek je pač res neka moja velika nagrada, ki mi potrjuje ta trud, ki ga vlagam v to, v petje in glasbeno pot. Se pravi, so ti te izkušnje v življenju pomagale oziroma na tvoji glasbeni poti? Ja, zelo. Manj opazila sem tudi, da rada kaj napišeš. So to le pesmi ali tudi kakšna druga oblika literature? Ne, so pesmi. Pesmi, aha. Kdaj pa ponavadi dobiš navdih za njih? Ja, ne vem, tako mogoče, ko scrollam po TikToku, kar naenkrat pač nekaj klikne in pač dobim nek navdih, dobim neko besedilo, neko melodijo, pač nimam nekaj posebnega navdiha ali pa karkoli, samo tako, kar naenkrat pride. No, to je pa tisti navdih pravi. Potem pa mogoče najraje pišeš? Imaš kakšno določeno tematiko? Imam tako o življenju, o ljudeh na splošno, pač o svetu, kaj se dogaja v svetu. Pač ful se sprašujem v besedilih, pa tako v pesmih, pa na nekaterih pač v nekaterih poznam odgovore. Pač ja, veliko se sprašujem v glavnem, tako v življenju pa o teh stvarih. Super. Kaj pa poleg petja in glasbe še rada počneš? Imaš mogoče kakšen hobi? Rada pomagam svojim prijateljem, pač se maksimalno potrudim, da jim pomagam, pač to me res veseli, če lahko nekomu pomagam. Rada spim, pa filme rada gledam, tako res, drugače pa kaj drugega pa ne. Se pravi, te potem tvoji prijatelji vidijo kot neko osebo, ki lahko zaupajo? Ja, pa klavir igram. Super. No, imaš kar nekaj hobijev, tako da. Ja. Trenutno si pa tudi dijakinja, Srednje ekonomske in trgovske šole Brežice, pa me zanima, če si tudi razmišljala, kaj boš po maturi. Ja, bom šla na glasbo, na faks za glasbo. Pač saj mene ful veseli, ne. Tako eni, ki so brali moj intervju, so lahko izvedeli, da mene marsikaj veseli in tudi moji prijatelji pač vejo, da me marsikaj veseli, tako da. Ampak glavni cilj mi je pa pač, da ostanem pri glasbi. Tako da bom šla pol na glasbeni faks ali pa kaj takega. Super. Letos smo imeli pa tudi preko Slovenske note že ogromno nekih srečanj, delavnic in pa nastopov. Kaj ti je bilo najbolj všeč oziroma ostalo v lepem spominu? Ja, da sem sploh začela pisati pesmi, ker sem v bistvu letos sem res tako začela ful pisati. Mi je pač ful pomagala delavnica, ki smo imeli. In mislim, da ta delavnica me je tako ful odprla, ful sem se bolj spoznala, ful sem začela razmišljati, o čem bi res rada pisala. Tako da ja, to mi je najlepši spomin iz Slovenske note. No, me veseli. Glede na to pa tudi, da se približuje finalni večer počasi, ki bo 5. septembra v Delavskem domu Hrastnik. Me zanima, če se tudi ti že kaj pripravljaš na to. Ja, se pripravljam. S katero pesmijo se mi lahko predstavljati? Z Belo nebo od Anike Horvat. Super, mi se že veselimo, da te slišimo. Dobili smo pa tudi nekaj vprašanj gledalcev. Naprimer, Katarino zanima, če si imela kdaj tremo na nastopih. Pa tako, nisem imela neke velike treme. Pač imam malo, pač tako glih da je, ker ti tudi pomaga, da se izkažeš. Ampak, da bi pa imela neki face treme, to pa nikoli.
In to mislim, da mi tudi pomaga pri mojih nastopih. Sigurno. Se pravi, si skoraj rojena, da si na nekem odru ali pa da nekaj nastopaš. Zoja pa sprašuje, kaj bi rekla mlajši Manci, ko bi bilo najbolj hudo. Zelo dobro vprašanje. Naj živi vsak dan res, da je zadnji in da pridejo vzponi, pridejo padci in treba iti dalje z dvignjeno glavo naprej in enostavno pač nasmeh na obraz in greš dalje. Ne moš drugače, ker to je pač le življenje. Se strinjam s teboj. Aleša zanima, kaj je tvoja najtežja življenjska preizkušnja in kaj si se iz nje naučila? Najtežja? Ja. Te želiš deliti? Pa ne vem, niti nimam tako najtežje. Pač, če sem imela kaj tako res hudega, sem pozitivna oseba in sem pač enostavno greš čez to. Pač pogovoriš se z nekimi osebami, ki jim zaupaš in daš to ven iz sebe, ker pač vsak problem, ki ga imaš v sebi, moraš dati ven iz sebe, ker ti bo lažje. In menim, da pač, če sem prišla iz kaj slabega, je bilo to zaradi moje pozitive, ker sem bila jaz dovolj močna in ja, pač nauči se živeti in pač gre sam z nasmehom naprej. Tudi ne vem, hate komentarji, ko jih dobivaš, pa to, pa ene ful prizadanejo. Ampak jaz sem pač sam tako, ok, tudi to mora biti del življenja, ker če ne bi bilo tega, bi bilo v bistvu dolg čas. Tako da, to se danes glavo gor in greš naprej. Takimi stvarmi pa lažje naprej zrastemo, če pa same dobre stvari dogajajo, pa tudi ne moramo, ne. Imamo pa še eno vprašanje. Matevža zanima, če verjameš, da dobro vedno premaga zlo, ali kdaj temu ni tako? Ja, itak. To itak, da dobro premaga zlo. Mislim, ni nujno, ampak v večini primerov je. Zdaj pa te povabim, da gledalce nagovoriš, zakaj naj spremljajo in gostujejo zate na finalnem večeru. Torej, vsem, ki gledate, vsem, ki boste še gledali, jaz vas iskreno vabim, da se res odeležite v živo preko YouTubea, ker mislim, da ne bomo imeli v dvorani. Ker to bo res čaroben večer, tako kot so bili čarobni večeri Slovenske note že pred temi večerji. Res polno slovenske glasbe, je 10 finalistk, ki smo res dobre in ki upam, da vam bomo všeč vse. In bo ful fajn, ker je vedno bilo zabavno in bo tudi letos. Mi se že držimo. Jaz se tudi. No, to je bilo danes za vse. Mislim, za vse. Hvala za tvoj čas, Manca, in pa srečno na vsak. Mi pa se vidimo še jutri, ko bo naslednja finalistka Ajda Podgornik-Valič. Za takrat pa uživajte. Adijo!